Dobrodošli nazaj v našo družbo. Ja, Pija nam je predstavila Plečnikov kiosk, jaz pa vam bom predstavila še eno knjigo iz založbe Kiara, namreč sreda je in vsako sredo predstavljamo kakšno knjigo. Tokrat je to knjiga Davida Deide Pot odličnega moškega. Pa to seveda zdaj ne pomeni moškega, ki je imel v srednji šoli pa v osnovni šoli same petice in je bil odličen, ne. Ampak pot moškega neki odličnosti, k neki moški odličnosti. Gre v resnici, ne, kot piše tukaj že na knjigi na platnici, da gre za priročnik za moške, ki želijo obvladati izzive v odnosih z ženskami pri delu in spolnosti. V bistvu gre za neki vodič za tako imenovanega novega moškega, ne, kajti družbene vloge, spolne vloge so se tudi spremenile, ne, in novi moški ima nove izzive, in tem novim moškim je namenjena tale knjiga, pa seveda tudi ženskam, ki bi želele malce več prebrati o tem. Novi moški je moški, ki se ne sramuje svoje moškosti, je samozavesten in pozna svoj namen. Ga pa tudi živi smisel, ne, in namen v skladu s humorjem in življenjsko pestrostjo. Avtor tele knjige je David Deide, rojen leta 1958. On je v bistvu ameriški motivator in pisec, ki se ukvarja predvsem z odnosi med spoloma, ter z negovanjem tudi spolne energije. Tole je njegova najbolj znana knjiga, ki je šla sicer že leta 1997, torej že kar nekaj časa nazaj, ampak je bila kasneje tudi večkrat ponatisnjena in je pa tole prvi prevod v slovenščino, ki je izšel pri založbi Kiara. Najbolj so se ga seveda razveselili predvsem moški, ne, predvsem tisti, ki čutijo, da odnosi z nasprotnim spolom, ne, še niso dosegli tiste želene suverenosti in duhovne poglobljenosti, namreč gre tudi za duhovno knjigo. Seveda Deida pelje knjigo iz predpostavke, da sta moški in njegova ženska enakovredna, ampak hkrati, da sta tudi zelo različna, da sta to dve različni bitji, in da more moški pri odnosu z žensko slediti svoji moškosti, da lahko razvije kvalitetno partnerstvo. Je pa to v bistvu ena izmed dveh knjig, ki sta izšli pri založbi Kiara od tega avtorja. Druga knjiga je šla letos, je pa priročnik za razsvetljen seks, tako da tudi to je zelo zanimivo branje, si lahko predstavljam tudi za ženske. No, jaz sem dobila tole knjigo v roke včeraj zvečer in seveda sem šla malce takole prelistati. Knjiga je razdeljena na 8 delov in jaz sem se najprej zapičila v 4. del, ne, ker to je Kaj ženske v resnici hočejo, je naslov tega dela. In tisti glasek v meni je naredil, no, pa da vidimo, kaj tale gospod David Deida misli, da ženske hočemo. In sem šla to brati in moram reči, ne, prebrala sem najprej tako, Kaj ženske v resnici hočejo, pa potem drugi del, Kako ravnati z ženskami, in moram reči, zelo zanimivo branje, no, tudi za nas ženske. Morda se bomo prepoznale v tem, kar piše. Jaz sem do določene mere mi je bilo prav zanimivo brati, vsekakor pa lahko rečem, da moški, ki bodo sledili napotkom tistega dela, Kako ravnati z ženskami, mislim, da ne bodo prav veliko zgrešili, vsaj pri večini žensk, ne, seveda smo vse do določene mere unikatne. Ampak, ne, mislim, da je zelo zanimivo napisano. Knjiga je dobro strukturirana, izčiščena, razdeljena, kot rečeno, na 8 delov. Poglavja znotraj delov so kratka in jedrnata. Zelo je priročnik je v resnici, res priročnik, vodič, vse je napisano jasno, izčiščeno, najprej pač pove temo, neko idejo, potem praktičen primer prikaže in potem nasvete, seveda, kako ravnati, tako da, ko moški to prebere, mu je res lahko hitro jasno, kaj mora narediti, ni veliko nekega okolišanja, pa kaj, pa gor, pa dol, tako da to je res primerno, ne. Napisana je na tak moški način, lahko temu rečemo, zelo jasno, nobenega olepševanja, nobene neke poetike, jasno, jedrnato in moški lahko iz tega marsikaj razberejo in potem dejansko hitro implementirajo tudi v dejanskem življenju. Lahko
omenim tudi, ne, da mi je všeč, da je že v uvodu zapisano, ne, da knjiga morda ni za vsakogar. Kot piše, ne, se omenja, mislim, veliko se omenja tudi že v uvodu moška in ženska esenca, ki se ne sme zamenjevati z moškimi in ženskami. Moška in ženska esenca sta nekaj drugega. Vsi imamo oboje. Tam nekje 90% ljudi, tako piše v knjigi, naj bi imelo bolj moško ali bolj žensko seksualno bistvo, ne, esenco, in okoli 10% ljudi ima pretežno uravnoteženo bistvo in za te, ne, piše, ta knjiga ni morda toliko primerna, ker temelji na principih polarnosti, za omenjene pa polarnost v odnosih preprosto ni tako pomembna, tako da ta knjiga morda ni primerna za njih. Vseeno lahko seveda preberejo iz čiste radovednosti, morda vseeno najdejo kaj zase. Najbolj primerna pa naj bi bila za osebe z moško seksualno esenco. Ne, to je, na primer, to ne pomeni, da samo za moške. Ne. Predvsem, mislim, napisano je tudi, ne, da je bolj jasno, kot da gre za moške, pa gre za tiste, ki imajo bolj izraženo moško seksualno in spolno esenco. To so lahko tudi bolj možate heteroseksualne ženske, lahko so tudi seveda homoseksualni moški, ki so bolj možati, homoseksualne ženske, ki so bolj možate, se pravi tisti, ki imajo bolj izraženo moško seksualno bistvo, in v največji meri so to seveda, lahko rečemo, moški. Je pa tudi namenjena njihovim partnericam ali partnerjem, da tudi oni imajo malce boljši vpogled. No, kot rečeno, jaz nimam pretežno moškega seksualnega bistva, izraženega pa mi je bilo zanimivo, ne, prebrati. Napisana je pa izrecno za ljudi, in to tudi piše, in to je pomembno, se mi zdi izpostaviti, ki so se že naučili spoštovati drugi spol in druga spolna nagnjenja, ter menijo, da so moški in ženske socialno, ekonomsko in politično enakopravni. Ne. Knjiga gradi od tukaj naprej. Ne. Zato gradi na tem, kakšen oziroma kako naj bi v svetu novi moški funkcioniral. Ja, zato, da imamo sploh tole knjigo, ne, Pot odličnega moškega, se pa lahko pri nas zahvalimo moškim skupinam. Namreč velik del knjige avtor posveti tudi spolni energiji. Knjigo pa zaključi s tezo, da mora moški krepiti svojo moškost v družbi drugih moških in v samoti, ter se šele potem lahko energijsko obnovljen vrne k svoji ženski. In za prav takšno krepljenje skrbijo moške skupine, ki jih imamo tudi v Sloveniji, in ravno iz moških skupin so se odločili, da želijo, da tale knjiga izide v slovenščini, da lahko potem tudi moški to seveda preberejo v maternem jeziku, in je tudi najbrž eno izmed morda obveznih čtiv v moških skupinah. Več o tem nam bo povedal naslednji teden Matej de la Corda, ki bo prišel predstaviti tole knjigo. Avtor je iz tujine, tako da ne bomo imeli avtorja pri intervjuju za predstavitev knjige, ampak bo prišel Matej de la Corda iz moških skupin. On je trener in moderator in v bistvu glavnina njegovega dela predstavlja moderiranje skupin in dogodkov ter izvajanje delavnic za podjetja, ki želijo narediti preboj v svoji komunikaciji, organizacijski kulturi in življenjski odpornosti. Je pa tudi seveda eden izmed mentorjev moških skupin in bo povedal več o tem, kaj moške skupine sploh so. To je v bistvu nek prostor, kjer lahko moški izrazijo svoje bistvo, ne, brez obsojanja, in kjer skupaj, ne, s podporo drugih moških potujejo, lahko rečemo, kot ličnosti. Tako da vsekakor zelo zanimiva knjiga. Jaz bi morda povprašala, ne, našega Luko, kaj si misli o tem, kar sem jaz trenutno povedala, ne? Da dobim moški feedback, moško mnenje, in če se on kdaj druži takole že taki moški pozi. Wow, Luka, kar seksi, moram reči. Mislim, jaz moram... Mislim, Maša, jaz moram predvsem reči, ne, da kot moški, ki sem tako na hitro poslušal, ne, sem kot prvo, kot vsak moški, zmeden. Ampak kot vsak moški, seveda te zmedenosti, ne, zdaj ne smem preveč izraziti. Veš kaj je, Luka? Meni je vse jasen, no. Meni je vse jasen. Ne, jaz ženska sem zdaj predstavila to knjigo, ne. Če bi ti prebral tole na moški način napisano po moško, jaz mislim, da ne bi bil čist nič zmeden. Saj nisem zmeden. Kdo pravi, da sem zmeden?
Jaz točno vem, zakaj se Ampak gre. jaz bi ti dala to knjigo v branje. Ne? Sploh tisti del, ne, kaj ženske hočejo, pa to, ker se mi zdi, da ne pride prav samo v partnerskih odnosih, ampak tudi takole, v kakšnih poslovnih morda, a ne, da veš, kaj bi mene razveselilo. Naprimer. Glej, ženske hočejo dve stvari, to, da se jih posluša, pa sladkarije. To je zdaj zelo preprosto povedano, ampak pri meni recimo to, kar gre skozi, ne. Kar Ja. si ravno kar povedal. Da tako vem. Ne. Ja, mislim, treba je biti razumljiv, poslušati, ne, presenetiti, kdaj s kakšno sladkarijo. Ne. Jaz sem najprej moji dragi zadnjič skril eno svojo sliko v njeno. No, morda je na svet, Luka. Piše, ne, da ženske precej bolje in rastemo in se razvijamo, če se nas pohvali, kot pa moški, ki se ne, z izzivi. Tako da, evo, ne, morda en takole hiter nasvet iz knjige. Ne. Svojo drago Pohvališ, sem tako, pohvali. no, se ni treba, no, to je bila čist neka malenkost. Skratka, Luka, ne, Pusti jo v studio, jo bom jutri bral. Ko bom ne jaz v vem, studiu. mogoče ti jo pa res pustim. Mogoče bom pa najprej jaz še malce, ker nisem še uspela, ne vem, včeraj zvečer sem jo dobila v roke, nisem še uspela vse prebrati. Nekaj sem se pa za znamke že naredila. Lahko pa preden gremo v oglase, ne povemo še, da bo tale knjiga, ne, na koncu odšla v roke nekomu izmed vas, ki bo odgovoril. Nagradna igra. Ja, pravilno na nagradno vprašanje pa se glasi, ne. Pot odličnega moškega je knjiga Davida Deide, ki je izšla pri založbi Kiara. Mene pa zanima, kako je naslov drugi knjigi njegovi, ki je tudi izšla pri založbi Kiara v slovenskem prevodu. Letos je izšla. Tako da, kako je ime drugi knjigi, povedala sem, če ste bili pozorni, boste torej ste zasledili vprašanje, če ne, pa lahko si ogledate za nazaj. Hvala, odličen moški Luka, da si se mi pridružil. In tudi odličen konj. In seveda imate pa vi tudi tamle v pasici ves čas, če vas je tale knjiga pritegnila, link, kjer lahko to knjigo pri založbi Kiara tudi naročite. Meni se je definitivno slišalo zanimivo, ampak se mi zdi, da jo moram sam v roke vzeti. Ja, ker je, seveda, ne, da boš... Si pa zanetila to iskrico zanimanja, ne, zdaj. Daj mi to knjigo, no, da jo preberem. Na! Me zanima, kaj je notri. Ti jo bom pustila. Mi pa gremo zdaj v oglase, po oglasih pa ja, Luka in Rok bosta raziskovala Ljubljano iz sladolednega vidika. Se gledamo.